Jaz otroka nimam v Montessori vrtcu, sicer starejši sin je bil, ti že veš, v Montessori varstvu 1 leto, ampak ta pristop mi je bil že od nekdaj tako blizu, tako kot si ti ugotovila pri svojih otrokih, je tako res spremenite. In kako ti vidiš zdaj recimo za starše, ki ne obiskujejo, njihovi otroci, ki ne obiskujejo Montessori vrtca, kakšne rešitve so? Jaz vem, da so delavnice Montessori, tako kot jih imaš ti, in to se mi je zdelo fantastično pač za mojega drugega otroka, ker pač je bil v tej starosti skupini in sem videla že jaz razlike. Kako pa ti gledaš na to, glede na to, da imaš več otrok, kakšni so plusi, kakšne so prednosti otrok, da hodijo, poleg tega, da hodijo recimo dopoldne v vrtec, ali pa so mogoče doma, pač sej jaz to kar načem, pa pridejo potem kasneje pa k tebi na Montessori delavnice. Ja, v bistvu jaz sicer moram povedati to, da nisem zagovornica tega, da bi otroci imeli, če hodi v vrtec, da bi imel popoldne potem še cel spekter aktivnosti. Ne? To moram na začetku povedati. Ne? Sploh v bistvu aktivnosti ali pa dejavnosti, ki so vodene. Se pravi, da je nekdo tam, ki otroka usmerja, kaj pač ne počne. To zdaj govorim recimo za predšolsko obdobje, predvsem pa mogoče od 1 do 3 let. Ne? Zdaj pri mojih delavnicah je pa malce drugače. Ne? Tukaj pravzaprav prideta otrok in starš skupaj, sta v tandemu in tukaj tudi ni vodenja. Jaz sicer vodim delavnice, skrbim za to, da pač, jaz sem v bistvu podpora otroku, podpora staršu, ampak otrok si tukaj sam zbira, kaj bo pač počel. Ne? In to se mi zdi, recimo, da ne moreš ravno enačiti s temi vodenimi v bistvu stvarmi. Tle pravzaprav otrok odkriva svoje interese, svoje zanimanja, pač kaj mu je všeč, kaj mu ni všeč. In tako, v bistvu jim je fino, ker... Pride se igrati. Ja, pride se pravzaprav res prosto igrati. Nek način prosto igrati in je tega usmerjena res minimalno. No? Zelo malo je tega. Ne? In otroci res radi pridejo. Ne? In starši se pa sproti v bistvu učijo o tem pristopu skozi morda tudi to, no, da jim pred vsako delavnico in pošljem tudi predlog, kaj naprimer so na tisti delavnici malce bolj pozorni, kaj mogoče malo bolj opazujejo in tudi predam tudi nek opis tega pač podam, da nisem razsuho, kaj ne opazujejo. In iz tega se mi zdi, da sproti potem spoznavajo ta pristop in potem tudi skozi vzgled moj, kako sem jaz z otroki, kakšen odnos imam jaz v bistvu do njih, pa mogoče potem tudi to velikrat tudi preslikajo potem v domače okolje. No, in to bi si rekla, otroci se pridejo učiti otroci se pridejo igrati, starši se pa naučimo marsikaj iz opazovanjem. To je bilo res zame taka velika sprememba, da vidiš, da v bistvu, ko vidiš, da otrok, zakaj, to je bil en tak primer že v zgodnem otroštvu mojih otrok, zakaj imajo radi tičnice? Zato, ker imajo potrebo po vtikanju stvari. In enostavno plastenka ali pa pač neka posodica, pa lukenca, pa slamce, ali pa nima veze, so palčke, da se noter vtika, pa žogice. To me je potešilo, to vtikanje, potrebo po vtikanju v vtičnico. Ker me je bilo res strah za življenje, recimo, saj vemo elektrika. In to mi je bilo všeč, to opazovanje, tega se naučiš. In tudi, recimo, meni je bilo všeč tudi pri tebi, tukaj ti nudiš veliko enih takih vidikov oziroma primerov, kako lahko mi to doma naredimo. Ne samo, da je treba imeti Montessori material, ker tudi tukaj se vidi, ti imaš vsega pomalo. Imaš tiste materiale, ki jih lahko kupimo, kako jih pa tudi naredimo. Ja, veliko je tega, ki je tudi v bistvu narejenega in potem dobijo starši, da lahko pa tudi nekaj podobnega v bistvu doma v bistvu pripravimo. Kar imamo že dejansko doma. To je res fantastična ideja. To mi recimo starši res dosti povejo, ko so videli, kako je tukaj okolje za otroke, pa kako jim pravzaprav paše, da so velikrat potem doma naredili tudi ene take manjše pač prilagoditve. Tako, in je res za otroka popolnoma drugače. Jaz osebno sem se pa res naučila tle opazovati še bolj. Že tako se trudim, prebereš knjigo, pa v praksi je spet drugače. Dobro, da si to povedala. Dejansko ti si ugotovila potrebo pri svojem otroku, da ima potrebo po vtikanju. Se pravi, si naredila neko analizo in si rekla, kje je zdaj, mu lahko isto nudim, pač v roke ne bo, prske ne bo vtikal v vtičnico, ker je to seveda pač prenevarno. Kaj pa lahko naredim, da bo
to svojo potrebo pač zadostil. To je to, ne, prepoznala si njegovo potrebo in si mu ponudila neko alternativo, ne, ki je zanj dobra. Škatla in žogice, ne vem, kako enostavno. pa daj noter in to je to. Ampak če to še je bolj res to obdobje, koliko radi to v bistvu Ja. počnejo. To je bilo res, že Tukaj pri ni starejšem niansa. sinu sem to opazila, tako da Ja. to je bilo zame res velika sprememba. Glede Montessori delavnic, jaz sem se tudi naučila, da sem se zelo povezala, oziroma opazila, da sem se z otrokom zelo povezala, z mojim mlajšim sinom, sva tukaj obiskovala pri tebi delavnice. Res drugače je bilo, zato ker on je bil dosti pri meni najprej, potem je šel pa kar, tako rekla, v svet. In je v bistvu dobil, ne vem, ta čas z mano, da sva se midva povezala in videl neko zaupanje, hkrati dobil zaupanje vase. A to dostikrat opaziš na Montessori delavnicah, ne vem, da ti mogoče starši drugi povejo, da so enako videli, ker se mi zdi, da to povezovanje je nekaj bistvenega. Ja, so mi v bistvu rekli prav tudi, ker kot sem prej že rekla, na delavnicah starše usmerjam, da svoje otroke opazujejo. Ne? Ampak to opazovanje je v bistvu tako opazovanje, da jih ne sodijo in ne opazujejo na podlagi tega, kar o njemu že vedo. Se pravi, da jim skušam nekako, da vidijo otroka na novo, na nek način. Ja. Ne? Kot prazen Ja, list. kot v bistvu prazna lista, ne? Da niso obremenjeni s temi zgodbami, ki jih imajo z otrokom, z izkušnjami, ki jih imajo z njim, s preteklimi izkušnjami, a ne? Ja. Da nimajo na nek način pričakovanj do njega, a ne? Da dejansko res ga tako brez filtrov, brez očal opazujejo, da snamajo očala in da otroka vidijo takega, kot je. Ne? In tukaj v tem okolju je to tudi mogoče, ker okolje tudi to veliko podpira, a ne? Tukaj je v bistvu okolje, ki odgovarja otrokovim potrebam in potem tudi vidijo v bistvu starši, kaj njihov otrok rad počne. In morda res velikokrat se zgodi, da vidijo nekaj, kaj ima rad, ker mogoče v domačem okolju pač tega nima na voljo in ne morejo pač to tudi videti. Tako. In je to pravzaprav tudi na nek način druženje ena na ena, sploh če za mamico, ki ima več otrok, dva otroka, je to zelo dragoceno. Otroku je ta pozornost starša zelo pomembna. Pa tudi, če ti nisi čisto neposredno, pa si samo v istem prostoru in si ti tam v bistvu za njega. Je pa zanimivo, ker si to omenila. Dostikrat mi to v bistvu rečejo, mogoče celo za otroke, ki ne hodijo v vrtec, pa so morda malce bolj zadržani ali pa mogoče bolj introvertirani. In ti otroci se malce teže sprostijo v skupini otrok, ko jih je več pa odraslih, in mogoče tudi se malo teže privadijo na neko novo osebo in rabijo več časa, da se potem počutijo varne in sproščene in da lahko potem odkrivajo. In sem imela velikokrat tak primer in mi je bilo tako lepo videti potem proti koncu, kako so v bistvu te otroci se odprli, kako so pravzaprav tudi zacveteli. Tako, res je bilo to zelo lepo videti, da imajo tudi izkušnjo zaupanja v drugem okolju, da dobijo. Ker lahko potem to zaupanje prenesejo potem tudi naprej. Vse to je res dobro videti, ti imaš sklop večjih delavnic. In je res razlika med prvo, pa bom rekla zadnjo. Tukaj sem rekla, 10 jih je. 10 jih je in med prvim 10, to je res en tak premik. Recimo, jaz sem sama opazila, da moj mlajši sin je kar šel najprej nižje, vse sva same gledala in res všeč mi bila ta ideja, vzameš knjigo, ker tukaj imaš tudi te knjige in jih lahko seveda pač prelistaš, prebereš, in je res, videl je, da sem tam in on je lahko tukaj šel po svoji in je res na samozavesti ogromno pridobil. Tukaj res sem ti ogromno hvaležna, ker to s takimi nasveti. In meni je bilo to veselje to videti, pa ne. In tako podporo nudiš staršem, res tako, ne samo otroku, tudi staršem, res, to je fantastično, tako da te res podpira. Sam še naprej. Ja, hvala, z veseljem.